Pozdravljeni! Danes si bomo podrobneje pogledali eno zanimivo ustavno pobudo. Vložena je bila na Ustavno sodišče 14. maja 2025. Gre za dokument magistra Mihaela Belisa, naslov je precej direkten: Dolgi COVID ali neustavno podaljševanje epidemičnih ukrepov po preklicu epidemije. Sliši se precej ostro. Kaj je torej cilj te najine današnje analize? Pogledali bomo te ključne argumente. Pobuda govori o nekih sistemskih kršitvah človekovih pravic, pa o pravnih luknjah in tudi o vprašanju imunitetnih klauzul. Vse to v času po uradnem preklicu epidemije COVID-19. Aha. In pobudnik je, kot razumem, samostojni podjetnik, ki čuti posledice. Tako nekako, ja. Trdi, da so ukrepi oziroma njihovo podaljševanje neposredno vplivali na njegovo poslovanje, njegove pravice. Dobro, poglejva jedro. Torej, glavni očitek so te sistemske kršitve. Zakaj? Zaradi nejasne zakonodaje po epidemiji, še posebej glede dolgega covida, točno. Ključni problem, ki ga izpostavlja, je ta pravna praznina. Ni neke jasne pravne definicije dolgega covida, pa tudi medicinsko ni še vse čisto dorečeno. In posledica tega je? Posledica je, da ljudje, ki imajo te dolgotrajne težave, morda nimajo pravega pravnega varstva ali pa možnosti, da bi zahtevali kako odškodnino. Nekako so v zraku. In potem je tu se vprašanje odgovornosti. Omenjene so imunitetne klauzule v pogodbah med EU in proizvajalci cepiv. Izpostavljen je Pfizer. Kako naj bi to vplivalo na nas? Argument je, da te klauzule, da morda kršijo naše ustavne pravice. Konkretno pravico do odškodnine, to je 26. člen ustave, pa pravico do sodnega varstva, 23. člen. Se pravi, vprašanje je, ali lahko neka mednarodna pogodba izniči pravice, ki nam jih daje ustava. V bistvu ja, ali vsaj močno omeji. To je jedro tega dela pobude. Torej, presega samo vprašanje dolgega covida. Katere druge pravice naj bi bile še prizadete? Res je, gre širše. Pobuda omenja še kršitve osebnega dostojanstva, to je 35. člen, pa socialne varnosti, 50. člen, svobode dela, 49. člen in načelo enakega varstva pravic, 22. člen. Aha. Omenja se tudi uredba EU o digitalnem COVID potrdilu kot kaj? Vir diskriminacije. Nekako tako, ja. Kot možen vir posredne prisile ali diskriminacije. V pobudi sta uporabljena dva močna izraza: pravno upravičeno brezpravje in biopolitična izrednost. Kaj to pomeni? To sta bolj akademska koncepta. Pravno upravičeno brezpravje bi pomenilo stanje, kjer naj bi pravni red sam nekako dopuščal, da ljudje nimajo pravnih sredstev. Aha. In biopolitična izrednost. To pa namiguje na situacijo, kjer država kao v imenu zdravja preveč posega v življenja ljudi. Mogoče celo mimo ustaljenih pravnih poti. Oboje je kritika delovanja oblasti v času krize in po njej. Kakšne so pa konkretne zahteve Ustavnemu sodišču? Kaj naj naredi? Zahteve kar nekaj. Najprej naj ugotovi, da so nacionalni predpisi in praksa glede ukrepov po pandemiji in dolgega covida protiustavni. Okej, še kaj? Potem naj ugotovi protiustavnost teh imunitetnih klauzul v EU pogodbah, vsaj kolikor vplivajo na naš pravni red. In če sodišče reče, ja, je protiustavno, kaj potem? Potem naj bi naložilo zakonodajalcu, vladi in parlamentu da to pravno praznino odpravita, da spremejo neko ureditev, ki bo skladno z ustavo. Zanimiv je tudi alternativni predlog, sem opazila. Res. Če naše ustavno sodišče meni, da ne more odločiti vsem, posebej glede teh EU pogodb, naj zadevo pošlje naprej na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourg. Zakaj tja? Zaradi domnevne kršitve 13. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. To je pravica do učinkovitega pravnega sredstva. Če ga pri nas ni, naj odloči ESČP. Pobuda zahteva tudi dokaze, podatke o neželenih učinkih cepiv, pa celo tista sporočila med Ursulo von der Leyen in Pfizerjem. To je ambiciozno. Absolutno zelo ambiciozno. Pobuda se dotakne tudi primerjave z drugimi državami. Kako to mislite?
Trdi, da Slovenija zaostaja recimo za Nemčijo, Francijo, Dansko, Italijo, Veliko Britanijo pri urejanju pravic ljudi s posledicami dolgega covida ali cepljenja. V kakšnem smislu zaostaja? Ja, da tam menda že imajo kakšne odškodninske sklade ali pa vsaj bolj jasno priznan status teh oseb. So v pobudi navedeni kakšni konkretni podatki za Slovenijo? Omenja podatki NIJZ, da naj bi 7,3% odraslih imelo simptome dolgega covida, pa tudi opozorila zdravniške zbornice in varuha človekovih pravic, da na tem področju res obstaja pravna praznina. Torej, če povzemeva, ta pobuda odpira res kompleksna vprašanja. Ravnotežje med javnim zdravjem, pravicami posameznika, odgovornostjo države. In pa vlogo mednarodnih pogodb, korporativne imunitete, vse to v teh izrednih razmerah, ki smo jih doživeli. Res je, tehtanje med različnimi interesi, odločitev sodišča bo vsekakor pomembna. Zagotovo, ne glede na to, kakšna bo. Morda za konec ena misel za poslušalce, ki izhaja iz tega, kje je pravzaprav meja odgovornosti države, mednarodnih institucij, ko se ukrepi sprejeti v javnem interesu soočijo z očitki o kršitvah pravic. In ko ljudje, ki nosijo posledice morda, pač ostanejo brez pravih poti za zaščito. Točno. Kaj nam to pove o odnosu med suverenostjo države, pravicami nas državljanov in močjo nekih nadnacionalnih dogovorov? Še posebej v časih, ki jih označimo za izredne. Ja. Vprašanja, ki res segajo globlje od samega prava. V bistvo delovanja naše družbe.